izzivi, težave, trenutki obupa, ampak to ne sme nobenega ovirati, da ne bi poskusil, da ne bi začel. Omenjava znanje, talent, samozavest, strast. Sodelavke, sodelavci so tisti ključni element vsakega podjetja. Ljudje, ki imajo vse to, ampak ki so hkrati pogumni in so vztrajni. Od dneva številka 1 me spremlja samo ena misel in to so naše stranke. Želel sem biti dober, verodostojen, zaupanja vreden servis ljudem, ker njim služim. Ko se bo življenje zaključevalo, pa še rekel, res sem delal nekaj pomembnega. Pozdravljeni v Mastercard podcastu Navdiha. Naš današnji gost je dr. Jure Knez. Še preden je leta 2002 doktoriral na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani, je na prelomu tisočletja s še 3 partnerji v Trbovljah ustanovil podjetje Dewesoft. Je eden izmed največjih strokovnjakov na področju merilne strojne opreme na svetu, podprte s programsko opremo. Njegovo podjetje izdeluje merilne instrumente, ki se uporabljajo v laboratorijih letalske ter avtomobilske industrije po celem svetu. Podjetje je še vedno v lasti zaposlenih in ima lastna prodajna podjetja v 15 državah sveta. Tudi zaradi uporabe njihove vrhunske merilne opreme v večini vesoljskih agencij lahko rečemo, da se bo človek na Luno vrnil s slovensko pomočjo. Z namenom, da bi pomagal mladim podjetnikom, je ustanovil podjetje Katapult, v katerem jim daje na razpolago infrastrukturo njegovega podjetja Dewesoft in jim svetuje pri začetkih poslovne poti. Dr. Jure Knez je poročen, ima 4 otroke, ima rad potovanja in pohodništvo. Jure, lep pozdrav. Lep pozdrav, živim. Zelo sem ti hvaležen, da si sprejel moje povabilo in da se bomo danes pogovarjala o marsičem, ampak zelo sem vesel, da imam sogovornika, ki mi bo kaj več povedal o uspehu. O tem, kaj uspeh sploh je po njegovem, ali ga je mogoče meriti, kako je do njega mogoče priti. Ampak za začetek te bom prosil, če mi lahko s tvojimi besedami malček več poveš o tistih prelomnih življenjskih dogodivščinah, ki so bistveno vplivale, da si dosegel to, kar si. Ja, zdaj tako ne. Rodil sem se v Trbovljah, mladost preživel v rojstnem kraju, osnovna šola, srednja šola, potem v Ljubljani doštudiral, nekako s pomočjo res dobrih mentorjev prišel do doktorata, ampak se mi zdi, da se še danes nekako učim. Učim se pa s svojimi kolegi seveda, z vsemi izleti po svetu, z obiski teh ključnih strank, ki razvijajo nove samovozeča vozila, nove rakete in to za tehnika je nekako tista strast, tisto veselje, res iz tega dobim zagon, da potem lahko nekako delam naprej in tukaj je zdaj, če bi šla v zgodbice, z vseh teh pohodov, z vseh teh obiskov, z vsega tega dela, jih je zagotovo mnogo. Kdaj si začutil to strast do te profesije, ki jo zdaj opravljaš? Do tehnike, do tehnologije? Ja, jaz mislim, da nekako mora vsak v življenju biti odprt za nove priložnosti, za tisto, kar mu življenje ponuja in izkoristiti tisto, kar mu je ponujeno. Kaj je bilo tebi ponujeno v življenju, da si to lahko izkoristil? Ja, jaz bi rekel, da če nekako iz mladih nog itak, mislim, da noben otrok ne sanja, da bo delal merilne inštrumente. Jaz nisem niti vedel, kaj so to merilni inštrumenti. Ampak potem pridejo izzivi, za mene je bilo to pač meritev vibracij na velikih turbostrojih, to je v času študija, kjer sem nekako videl, da ni nekega orodja, ki bi bil primeren za nas, strojnike, tako enostavnega za uporabo, kot nek švicarski nož. In sem se pol odločil, zakaj pa ne bi nekaj takega poskušali narediti. In to je tisto, kar je zaznamovalo
mojo pot, je pa v bistvu dokaj velika sreča, da se že v dokaj zgodaj našel partnerje, stranke, ki so očitno pokazali zanimanje za take rešitve, kar je nekako samo še potrdilo pravilnost usmeritve. Ko so vprašali Steva Jobsa, kako komentira uspeh Macintosha, je rekel, da so to naredili zato, ker niso vedeli, da je to nemogoče. Ja. Jaz se strinjam, ne, da je to nekako vse povezano, ne. Zdaj smo že neparkrat omenili to strast, ne. In za mene je uspeh resnično, da človek najde tisto strast, zaradi katere mu zjutraj ni težko vstati iz postelje, se veseliti novega dne. Ne vem, če govorimo o pohodništvu, ne, da se človek spravi zelo zgodaj zjutraj v nek mraz, samo zato, da bo videl sončni vzhod nekje visoko gor v hribih, pa ga bo potem zeblo pa šel hitro nazaj, ne. Ampak to je tista stvar, ki se mi zdi, da kljub vzponom in padcom pridejo težki dnevi, pridejo težki trenutki. To je tisto, kar človeka nekako poganja naprej. Ampak Jure, ti nisi samo sijajen strojnik ali inženir ali programer, ti si tudi sijajen podjetnik. Ti si moral imeti torej vsaj dve strasti, ali to hodi z roko v roki. Ti si ustanovil podjetje, ki je danes svetovno znano, ki je cenjeno, ugledno, ki ima najvišja priznanja. Ja, ampak tukaj je tako, ne, mi veliko sodelujemo z profesorjem Georgeom Deriso iz Amerike, ki je zaljubljen v Slovenijo, si želi državljanstvo, pa že dolga leta ima težave s tem, da bi ga sprejeli. In on pravi, da vsako podjetje rabi tri, in sicer inventorja, izumitelja, podjetnika in prodajalca, ne. In potem pravi, da še nikoli do zdaj ni bilo v eni osebi človeka, ki bi bil pač vse, ne. In si rekel, jaz sem ga malo pohecal, ne, George, pa jaz nisem, ne. Je rekel, Jure, tudi približno ne. Tako da ne vem, ko je mislil, ne, zaradi tega, ker po vseh teh pohodih po svetu, ne, se mi zdi, da znam kar dobro prodati svoje rešitve, nek tehničen način. Pač, kar se tiče stroke, se mi zdi, da smo dokazali, da znamo dobre stvari delati, tako da najbrž v tem podjetniškem smislu misli George, da imam pomanjkljivosti. In se mi zdi, da pri vsakem, ki nekako začne sanjati o določeni stvari, sploh, če prihajamo iz te naše majhne Slovenije, ne, da je zmeraj nekje v zadaj, da so na svetu obstajajo drugi, ki so veliko, veliko boljši v določeni stroki za določeno stvar, ampak če pogledam za nazaj, jaz še vedno čutim isto. Zaradi tega, ker če se jaz pogovarjam z našimi najboljšimi programerji, jaz nimam pojma, strojnik, ne, če se pogovarjam z elektroniki, jaz ne znam operacijskega računalnika narisati sam, ne vem pa, kaj je potrebno. Tako da tudi v tej tehnični stroki zagotovo se ne počutim še danes ne tako zelo suvereno, na podjetniški strani pa sploh ne. Mi smo morali firmo v Ameriki ustanoviti zaradi tega, da sem videl njihove bilance, ne, da sem jo jaz znal prebrati. Slovenske bilance so bile meni tuje, ne, pa smo pa začeli naše spreminjati zato, da je znamo tudi tehniki prebrati, da je tukaj enostavna. Tako da se mi zdi, da se vse življenje učiš, vse življenje imaš občutek, da moraš napredovati, ampak to ne sme nobenega ovirati pri tem, da ne bi poskusil, da ne bi začel, da ne bi živel svoje sanje. Jaz te poznam zdaj že 10 let in vem, da si skromen. In to je verjetno tudi eden od pogojev, v katerih lahko nekdo postane tako uspešen kot ti, ampak o tem bova govorila kasneje. Ti mi zdaj skušaš povedati, da zelo malo veš o tehniki, da zelo malo veš o podjetju in mi hočeš povedati, da si vse skupaj dosegel v Trbovljah. Zdaj mi poveš še, kako je mogoče, da je to v Trbovljah uspelo. Pač na drugi strani treba je biti skromen, treba je biti realen, treba je biti objektiven glede na nivo znanja, ki ga imaš. Po drugi strani se mi zdi pa, da je treba imeti tudi samozavest, da če ti pride ena stranka, ne vem, recimo NASA, ne, in ti reče, bi vi bili za nas sposobni narediti, ne vem, telemetrijski sistem. Itak ne vemo,
kako se dekodira ene podatke iz rakete. Ne. Vse so nas mogli naučiti. Ampak je treba biti pa tukaj samozavesten, pa tukaj predan, da rečeš, ja, bomo naredili, ne, in vztrajati do konca, da to res izvedeš in da je v bistvu stranka zadovoljna, ker to potem samo nekako požene kolesje naprej. Ne. Tako da, če gledamo recimo to formulo uspeha, ne, bi jaz definiral, da je recimo veliko formul ima faktorji, ki so v števcu in ki so v imenovalci. In če pogledamo najprej tiste stvari, ki so v števcu, potem je zagotovo ta strast in samozavest sta dva izmed zelo pomembnih faktorjev. Prej si omenil še znanje oziroma učenje in sanje. To je Jih damo v števec. vsekakor. Kaj pa damo v imenovalec? Ja, jaz mislim, da je v imenovalec potrebno dati pretirano samozavest. Pri nekaterih mladih vidimo tudi ta del, ko je te samozavesti preveč. Na drugi strani seveda tudi treba dati strah, premalo samozavesti, ker se mi zdi, da strah kar pogosto spremlja ljudi, sploh ta strah pred neznanim. Nekako ta cona udobja je tista, ki se mi zdi, da je zelo, zelo slaba, zelo kritična, zelo velika ovira pri razvoju je prav ta cona udobja. Že 10 let smo delali iste stvari, zakaj bi jih delali drugače? Ne? Ja, zaradi tega, ker je drugače boljše. Ja, kaj pa, če ne bo boljše? Ja, bomo pa šli nazaj ali pa naprej, ne? Ampak da se stvari spreminjajo, da je treba in poslovne modele in izdelke in rešitve venomer dodelovati, je dejstvo, je nuja. Preden se bomo vrnila k tem elementom števca, imenovalca uspeha, še enkrat, ti si v Trbovljah začel svoj sijajen poslovni model. To je že v osnovi pogumna odločitev. Nekje, kjer človek ne bi pričakoval. Kako da si se tako odločil? Za vse, ki pridejo v Trbovlje, ki dejansko potem, ko so postale zelene in so navdušene nad Slovenijo, tudi nad Trbovljam, vsi nekako vprašajo, ne, kako pa to, da ste naredili firmo ravno tukaj. Ne. In potem rečem, ne, ja, se samo en način, da najdeš Trbovlje, ne, tukaj si mogel biti rojen. Ne. Ampak se mi zdi, da je to ena taka stvar, ki nikakor ni v imenovalcu. Lokacija danes pri takih stvari, ki jih delamo, ni nek ključen element. Važno je, da imamo hitre povezave z internetom, letališče je blizu, tako da ni nekih ovir, zakaj to ne bi moglo biti v Trbovljah. In jaz se spomnim prvega nekako najinega srečanja, ne, ko smo bili res izjemno počaščeni kot takrat zelo mehno podjetje in smo te povabili na merilno konferenco. Ne. To je bilo leta 2013. 2013. Bil je avgust in zelo vroče, ne, če se spomniš tega. Tako, en izmed najbolj vročih dni v zgodovini. Ne. Je bil, res nas je kuhala. Ne. In potem je prišla tudi ena stranka, zelo pomemben mož iz Honeywella, in je začel razlagati, ne, če se spomniš, ne, je začel razlagati, ta Slovenija je pa res lepa. Ne. In potem se ga vprašal, ko ste pa videli? Ne. In je rekel, ne, tukaj Trbovlje, pa tukaj okoli. Ne. In potem si rekel, ne, a pa še te lepih delov niste videli. Ne. In jaz sem tisti mal. No, vse tukaj slabo, pa tudi ni pri nas. Ne. Mislim, da je to, kar si rekel o lokaciji, zelo navdihujoče, da mladim, recimo, ki razmišljajo o svoji karieri, o uspehih in tako naprej, ni potrebno misliti, da morajo biti v velemestih ali pa zdaj v Silicon Valleyju, ampak da so lahko tam, kjer so, in da tam lahko naredijo in uresničijo svoje sanje. Ja, vsekakor. Dostikrat nas vprašajo, zakaj se ne preselimo v Ljubljano, ne? Ampak sej in Trbovlje in Ljubljana in cela Slovenija pa še v eno predmestje New Yorka, ne? Tako da ni velika razlika in mislim, da je
to, da svoje podjetja razvijamo tudi, rečemo tem, na periferiji, na deželi, da to nam daje tudi določeno prednost, predvsem, ko stranke pridejo iz velikih mest in vidijo naše okolje, rečejo pa, vi ste, kakor da bi bili na dopustu, in to resno mislijo. Zdaj, 23 let kasneje imaš koliko zaposlenih? Ja, zdaj nas je 450. Vsi so tudi deležniki v podjetju. Veliko je deležnikov, v Sloveniji nas je 170, od tega je 80 solastnikov podjetja. V tujini imamo tudi te modele, tako da v bistvu je zanimivo, da je večina zaposlenih je v tujini in so fokusirani na prodajo in na support strankam. Tako da pri tem, če rečemo, da naredimo formulo poslovnega uspeha, bi zagotovo dal v števec tudi prodaja. Tudi to, da je še tako dober izdelek, če je v predalu, ni vreden nič in je treba ceniti, da ga je treba znati tudi prodati. Vsi tvoji zaposleni, ki jih poznam, so zelo ponosni, da delajo v DVSoftu, se čutijo zelo pripadne. Tudi zato, ker mi povedo, da znaš v njih razvijati tisto, kar je njihov talent, da jih ne grajaš zaradi tistega, kar mogoče pri njih pogreša. Se ti zdi, da je to ena formula za spodbujanje radovednosti, ambicij, delavnosti? Ja, preko smo govorili o podjetništvu. Je eden izmed najtežjih lekcij, ko ti nekdo pride z idejo, za katero misliš, tole pa ni šans, da rata. In potem kako odreagirati. In v bistvu, ker v trenutkih zanosa, ko si nekako jaz predstavljam določeno stvar v glavi in močno verjamem, da je to res, pa je lahko tudi čist narobe, je pač to nekako svojim denarjem operiram. Ampak tukaj pa moraš nekoga pustiti, da včasih tudi res v ključnih stvareh se nauči na svojih lastnih napakah. In to je bila tista stvar, ki je bila zelo težka lekcija in zdaj sem se nekako navadil, da povem, jaz mislim, da je prav tako in tako. Če pa resnično verjameš, da je na tvoj način, da je tvoj način pravilni, pa ga moraš sprobati. In dejansko se dostikrat izkaže, da če nekdo res, pa spet pridemo v tista stvar strastne, pa res tisto vero v neko rešitev, da če nekdo res verjame v eno stvar, da potem se dostikrat tudi to obrne pozitivno in da se uresničijo tiste stvari, pa da uspejo. Ti si kot ustanovitelj tudi nek voditelj podjetja, ampak oba veva, da so uspešni ljudje odvisni od svojih sodelavcev. Kako jih, na kakšne različne načine jih spodbujaš? Ja, jaz mislim, da je prav to, da je recimo večina tistih, vsaj tistih, ker sem jaz z njimi upravljam razgovor, da jih zmeraj vprašam, a je res to tisto, kar želiš početi v življenju. Ker če ni, potem ne smeš uporabiti najboljša leta svojega življenja, da čakaš na nekaj boljšega. Najdi druga stvar. Ampak če pa je to tisto, potem pa nekako se mi zdi, da smo ustvarili okolje, kjer lahko svobodno ustvarjajo, kjer se lahko izražajo s sistemom nagrajevanja solastništva. Nekako tudi smo vsadili v zavest, da prihajajo v svoje podjetje, da delajo za sebe. In v času korone, prvi val, ki je bil, sem vprašal sodelavce, ki so delali v proizvodnji, če se kdo počuti, da ni varen na delovnem mestu. Potem ne ostane doma, zato ker to ne bo tako kratkotrajno in bomo še zelo rabili pomoč in so praktično vsi so rekli, pa se ti hecaš, mi imamo naročila, mi imamo stranke, ki čakajo, ki nekako računajo na nas, da jim bomo dobavili robo in nismo stali tudi enega dneva. In to je tista stvar, ki nekako človeku v sebi recimo zbudi en tak ponos, da nekaj smo pa le prav naredili. Tako da res sodelavke, sodelavci so tisti ključni element vsakega podjetja, so zagotovo tudi v števcu, če bi to nekako rekel v eno besedo, bi rekel, da je ekipa tista, ki dela razliko. V 23 letih si razvil podjetje, ki ima 450 zaposlenih, ampak v tem času so verjetno bili vzponi in padci.
mogoče kakšna beseda o krizah, o tem, da mogoče pomeni tudi priložnost za potem skok naprej? Ker to se mi zdi, da je odlika tistih, ki niste samo zmagovalci, ampak ste šampioni. Ne? Zmagovalec doseže nek uspeh, ampak ta ni trajen. Medtem ko šampion lahko tudi naslednjo tekmo ali rundo zgubi, ampak se potem znova povzpne na Olimp. Ne? V bistvu ustanovitelj pa direktor največjega našega konkurenčnega podjetja. Ko sem bil pri njem doma v Ameriki, mi je dejal, da je vsako podjetje kot labod, ki nad gladino mirno lebdi, pod gladino pa plava, pa maha kot zmešan. In to je tista stvar, ki nekako res opiše vsako podjetje. Zdaj, če pogledamo naš graf, recimo prometa, dobičkov in tako naprej, kaže iz leta v leto vse skozi rast. In na prvi pogled zgleda to kot res neka pravljica. Mi smo tudi največje krize, recimo 2008-2009, smo išli z njih kot zmagovalci. Tudi ta kriza, tudi ta korona, mi smo jo preživeli resnično dobro, z največ naročili v zgodovini podjetja iz leta v leto, ampak zmeraj pa so skrite, za vsakim letom poslovanja, so pa skrite zgodbe, izzivi, težave, trenutki obupa, izgubljeni posli in to lahko človeka tudi zelo sesuje, če nekako nima nekih osnov, fundamentov, če nima tiste strasti, na drugi strani pa čustvene nenavezanosti, da ko recimo izgubimo velik projekt, da rečeš, ok, dajmo to analizirati, poglejmo, zakaj smo ga izgubili in potem nekako iti čez to, iti naprej. Ker meni dejansko res ni vseeno, zato če določen projekt izgubimo zaradi lastnih napak. Se mi zdi, da če nekako se boriš, tako kot na tekmi na 100 metrov in je nekdo pač boljši, mu daš roko, mu čestitaš in greš naprej. Če pa ne treniraš dovolj, če nisi dovolj pripravljen, takrat si lahko pa sam nase jezen. Ti krize že upoštevaš v načrtih, si nekako pripravljen na nje, se na krize približno pripravljaš kot na uspehe? Ja, jaz mislim, da je v življenju vse poteka v nekih ciklih. In tudi vsaka recesija je nekako normalna. Jaz mislim, da tudi prihajamo zdaj v eno izmed njih. Taka gospodarske rasti nima niti kdo več podelati, ker je pač zaposlenost tako nizka. Tu so pač vsa dejstva, obrestne mere se dvigujejo in tako naprej. Imamo krizo z energijo in to kaže, da se bo v svetu nekaj spremenilo. Ampak se mi zdi, da je treba nekako imeti to v pričakovanju. Tako da v tistih časih, ko je vsega dovolj, takrat se mi zdi, da je treba biti previden z investicijami, takrat je treba si nabirati kapital, da lahko potem v času krize, takrat se pa res ločijo razlike med podjetji in v tistem času potem pa treba investirati. Takrat je čas, da se pokaže napredek in da tudi strankam nekako dokažeš moč v tistih časih, ko bi pričakovali, da bo vsak zategoval pasove. Ko govoriva o uspehu, bi rad povedal eno mojo izkušnjo. Jaz sem 10 let kot predsednik republike podeljeval najvišja državna odlikovanja ljudem na različnih področjih in sem seveda lahko ugotovil, da imajo vsi veliko znanja. Ampak hkrati sem se tudi zavedal, da znanje ima še marsikdo drug, da imajo veliko talenta, ampak da ima ta talent še marsikdo drug. Videl sem tudi, da so se zelo veliko odrekali in vem, da se odrekajo mnogi ljudje. In sem se na koncu dokopal do ugotovitve, da so pravzaprav najboljši šampioni, tisti, ki stojijo na Olimpu, ljudje, ki imajo vse to, ker je to predpogoj, znanje, ki se odrekajo, vse to, ampak ki so hkrati pogumni in so vztrajni. Pogum si že omenjal. Na nek način je tukaj tudi nekaj strasti. Vztrajanje? Ja, vztrajnost je zagotovo en izmed ključnih elementov uspeha, zagotovo je v števcu. In
to je tista stvar, ki jo dostikrat manjka. V Katapultu, našem podjetniškem pospeševalniku, srečamo dosti mladih, tudi ne tako mladih po srcu, z novimi idejami, z stvarmi, o katerih razmišljajo, da bi lahko spremenile svet, ampak dostikrat tudi vidimo, da jim zmanjka vztrajnosti, da bi potem šli tiste nujno potrebne korake. Ideja je 1% uspeha, potem je pa treba narediti v našem svetu fizičnih izdelkov, je treba narediti prototip, kar je mogoče 10% dokončnega izdelka, je potem 50%, pa je treba pa še to prodati, da nekaj pride nazaj. In to je tista stvar, ki različno diferencira ljudi. In vidiš, da je mogoče kakšna ideja, ki sama po sebi jo ne bi ocenil kot briljantno novo, ampak uspe zaradi tega, ker je nekdo, ki je zelo vztrajen v tistem, da bo iz tega nekaj naredil. Zdaj, ko govoriva o elementih uspešnosti, ne, omenjava znanje, talent, samozavest, strast, učenje, znanje, so zdaj to stvari, ki so od nas neodvisne, koliko smo mi gospodar teh elementov uspeha, kako ti vidiš te stvari? Ker neke stvari so tudi v naših lastnih rokah, drži? Nekatere, recimo talent, ne toliko, ampak vendarle lahko ga razvijamo ali pa ne. Kako vidiš ti to samo vzgajanje za to, da si recimo uspešen bolj ali manj? Tudi to samo odgovornost. Sej, Angleži imajo lep pregovor, practice always beats talent. Ne? In temu je res tako, ne? Zaradi tega, ker te talenti, predispozicije, sploh v svetu podjetništva, se mi zdi, da niso tako prevladujoči. Sej, dejstvo je, da če nekdo želi biti res najboljši v teku na 100 metrov, potem mora imeti res fizične predispozicije. Pri podjetništvu ni tako. Ne? Vrhunski šport je veliko bolj selektiven, podjetništvo se pa lahko človek nesreča gre tudi v starejših letih in te talente svoje, ki jih ima, razvija. Ker se mi zdi tudi to, ne, da je eden izmed bistvenih elementov uspeha je to, da podjetnik ali pa kreator, kakorkoli, ne, da ve tudi, kje so njegove šibke točke. Na tistih področjih, kjer je šibek, mora pač ustvariti ekipo z ljudmi, ki so na tistih področjih boljši od njega, da se od njih lahko nauči. In to je tista stvar, kjer se mi zdi, da mnogo podjetnikov kar nekako ne vidi tega, ne dojame, koliko je to pomembno. Nekako se zdi, da mogoče, če bo prišel nekdo, ki bo znal več, da bo prihajalo do konfliktov ali pa da ne bo to, kako bi rekel, ne bo potem več tista vloga podjetnika tako pomembna, ampak če s takim načinom razmišljanja človek ne pride daleč. A si že na začetku poti poslovne, strokovne, stremel k nečemu, kar si razumel kot uspeh? K čemu si stremel, ko si začenjal in k čemu danes? Jaz mislim, da je od dneva številka 1 pa do danes me spremlja samo ena misel. In to so naše stranke. Kako narediti kar najboljšo rešitev za stranke. To pomeni, da imamo mi pri vsem razvoju, ki ga počnemo, poslušamo stranke, se pogovarjamo z njimi, se mi zdi, da stranke najbolj vedo povedati, kaj je potrebno narediti, mi pa nekako znamo, kako bi to naredili. In v bistvu nekako poskušamo uravnotežati tiste želje strank in pa zmožnosti tehnologije, ki je danes resnično na visokem nivoju, tako da ta skupek teh idej in tehnologije so pa naši produkti. Zdaj si rekel nekaj, kar je zelo, zelo podobno temu, kar jaz običajno odgovorim, ko me vprašajo podobno vprašanje. K čemu ste stremeli, ko ste začeli politično kariero? In jaz sem vedno odgovarjal, vedno rečem, želel sem biti dober, verodostojen, zaupanja vreden servis ljudem, ker njim služim. Ne? Oni so moj delodajalec. In vedno, vseh 32 let svoje politične kariere sem stremel k temu, da bi mi ljudje zaupali. To ni vedno pomenilo, da se z mano strinjajo.
sem in tja sem imel stališča, s katerimi se niso strinjali, sem in tja sem imel stališča, ki so se izkazala za napačna. Šlo je za to, da so mi ves čas zaupali, da poskušam po svojih najboljših močeh, po svoji vesti, delati v njihovo korist. Sem in tja so vedeli oni tudi za napačnimi odločitvami, ampak na dolgi rok so zaupali in mislim, da gre tudi v tvojem poslu na nek način za to, ne? Da tudi takrat, ko raziskuješ, iščeš nekaj novega, ko bi morda tvoj klient, ne, tvoj kupec mislil, da si zašel, ne, v poslovni poti, da ti zaupa in da je s tabo. Ne? Ja, pa da te opozarja, ne? Ker tako v politiki so ljudje tisti, pri nas so pač stranke, to je tako, ista stvar, ne? Ki ti nekako dajejo kompas, ne? In ta posluh za ljudi se mi zdi, da je izredno pomemben. Ne? Da je tudi... Na začetku sem omenil Steva Jobsa in to ne čisto slučajno. Ko sem prebiral marsikaj in gledal o tebi, sem opazil tudi en detaljček v tvoji poslovni poti, ki me je tako navdušil in me seveda spomnil na Steva Jobsa. Mislim, pa me popravi, da te je eden od poslovnih partnerjev vprašal, zakaj za vraga bi se toliko ukvarjal z nečim, kar ni videti, in ti si mu odgovoril, zato ker je lepo. In to je bil isti odgovor, ki ga je Steve Jobs dal svojemu partnerju, Steve Wozniaku, ko je ta spraševal, zakaj vendar vztraja, da popravijo stvari, ki jih kupec ne vidi, in mu je Steve Jobs rekel, zato ker je to lepo. Hočem reči, da si tudi neke vrste perfekcionist, da stremiš k temu, da je neka stvar popolna v tem smislu? Ja, jaz mislim, da na koncu stranke opazijo drobne detajle, ne? In da so zelo pomembni. Recimo, če se, ne vem, mogoče kakšen italijanski športni avto se vidi, da je res zdizajniran z mislijo na to, da je lep, ne? Zdaj vprašanje, če tudi je uporaben, ne? Ampak pustimo to. Mi smo pa že od samega začetka smo poskušali izbirati tehnologije, tudi recimo uporabniški vmesnik programske opreme smo zmerom poskušali dizajnirati na način, da je vsak gumb na pravem mestu, da je tukaj to preverjeno, da je res to. Zaradi tega, ker se mi zdi, da tudi recimo merilne inštrumente, ki so po naravi zelo tak tehničen element, ki ga stranke uporabljajo pri svojem profesionalnem delu, da človek kupuje srcem, da je to nek emocionalni nakup in potem, ko se stranka odloči, bomo šli s tem podjetjem, potem je običajno tako, da so tvoji, ne, da želijo res delati s teboj in da potem te detajle, ali gre za pakiranje, ali gre za sam inštrument, ali gre pa recimo za kako se pojavljaš na sejmu, kakšne so tvoje brošure, kakšna je tvoja spletna stran, da vidijo ali pa da občutijo tisto strast, pa tisto predanost nekemu izdelku. In se mi zdi, da je v politiki tudi isto, ne? Da se ta pristnost, da se nekako čuti, pa da ljudje to tudi res cenijo. Ja. Skušava torej povedati, da vidiva uspeh kot za naju, je uspeh, da ustreževa tistim, za katere delava. Ne? Ljudem, tvojim partnerjem, ljudem, volivcem. Kako meriva ta uspeh? Recimo v politiki se da to z volitvami, ti verjetno z bilancami, ne? Tudi. Ampak je mogoče na tej človeški ravni reči kaj več o uspehu? Kako bi ti meril sicer uspeh? Kako ga čutiš? Kaj ti tebi v srcu zaigra kot uspeh? Pri meni, ne, recimo kot tehniko... A je to zadoščenje? Ja, recimo, da si na izstreliščni ploščadi, ne vem, od NASA ali pa Evropske vesoljske agencije, ki je v gradnji, ne, kjer veš, da še kar precej let ne bo prišla novica v javnost, ali pa ko vidiš električni Ferrari, ko sploh, če ne bi vedel, da je to avto, sploh ne bi mislil, ker je izgleda čisto drugače, ker se pač testirajo samo komponente. In ko se strankami greš, ne vem, zvečer na biljard ali pa si na plaži in ko govoriš o prihodnosti njihove tehnologije, o prihodnosti človeštva, se mi zdi, da je to nekako tisto, kar
za mene pomeni, da resnično si v službi svojih strank, ljudi, ki ti zaupajo. In prav ta, za mene osebno recimo je tudi ustvarjanje zelo pomembna vrednota, ki nekako me izpolnjuje. In to je tisto, da se mi zdi, da na koncu koncev je uspeh nekje, ko se bo življenje zaključevalo, ne, pa ko bojo moči usahnile, še rekel, res sem delal nekaj pomembnega, nekaj trajnega, nekaj tazga, da pustiš pečat tudi za prihodne rodove. Tako razmišljanje tudi meni zelo blizu. Seveda, tako kot pri tebi poslovni rezultati, tako so bili pri meni recimo kazalniki v volitvah, ne, 9 zapored sem jih zmagal, verjetno je to kazalo neko uspešnost, ampak in kolikor sem bil srečen vsakič, ko sem zmagal in hvaležen ljudem, da so me izvolili, sem vendarle samo sporadično mestoma čutil nekaj, kar bi rekel, da je bilo zadoščenje, nek občutek izjemne sreče, ultimativne sreče. Recimo en tak dogodek je bil vrnitev Narodnega doma Slovencev v Trstu in poklon obeh predsednikov, Mattarelle in mene, pred 2 spomenikoma. To je bila neka gesta sprave, ki je bila 100-letna gesta. Po tolikih desetletjih krivic, ki so bile storjene Slovencem v Italiji, se je zgodilo nekaj, kar je na nek način dalo neko novo moč sožitju med italijanskim in slovenskim narodom. In ko so mi potem mladi ljudje rekli, da jim to pomeni veliko, sem čutil nekaj, kar je bilo ultimativno zadoščenje. S tem lahko tudi umrem. Tako, hočem reči, da ko se mladi sprašujejo o svojih poslovnih, življenjskih, kariernih poteh, morajo razumeti, da so neke stvari, s katerimi lahko umirijo te korake, ne? Ampak verjetno tisto, kar bodo lahko razumeli kot potrditev tega, da so na pravi poti, so taki zelo sicer redki dogodki zadoščenja. Se strinjava s tem? Ja, meni recimo tu osebno mi veliko pomeni v Katapultu, ko gledaš te mlade ljudi, žarom v srcu, ne, in s temi možnostmi, ki jih nudimo, da lahko ustvarjajo, in ko vidiš njihove prve uspehe, ko vidiš tudi, kako se spoteknejo, ne, kako imajo koga za vprašati, ne, in prav ta, kako bi rekel, pomoč drugem ali pa da vidiš, da narediš nekaj, kar bi recimo meni v mladih letih ogromno pomenilo, in da imajo več priložnosti, več možnosti, da je to tisto nekaj, kar je pa resnično, kar je pa meni resnično veliko pomeni. Katapult je prostor, kjer mladim daješ ti priložnost, da poskušajo razviti svoje talente. Sem prav ugotovil. Da ugotovijo, ali jih imajo in jih malček razvijajo. Ja, mi smo v bistvu, Katapult je praznoval 7. obletnico par dni nazaj, in Trbovlje-Zasavje je zelo trpelo po v bistvu razpadu Jugoslavije, se gospodarstvo ni uspelo prilagoditi in je večina podjetij je zaprlo svoje vrata, brezposelnost je bila ogromna, ljudje so začeli se izseljevati in voziti na delo drugam. In potem smo mi kot Devesoft, ne vem, oni pa itak delajo za nas, pa je izgleda, kot da smo padli čisto slučajno v Trbovlje iz nekje iz Lune, ampak smo rekli, kaj pa lahko naredimo za naše okolje, največ, kar je možno, da ne bo to osamljen primer in da lahko nekaj damo nazaj. In prav ta infrastruktura, naše znanje, orodja, prostore, stroje, da dajemo to v uporabo mladim, ki razvijajo recimo fizični produkt, to je nekako fokus Katapulta, je tisto, kar je nekako se mi zdi, da tudi obrnilo samo dojemanje Trbovlj in Zasavja nekako na glavo in da se rojevajo nove ideje in jaz resnično se veselim tudi naslednjih korakov v to smer. Ti si zdaj nekdo, ki navdušuje mlade ljudi in vedno, ko te kaj vprašajo, položiš na srce kot neko življenjsko, tvojo življenjsko izkušnjo? Da bi moral zbrati eno takšno življenjsko izkušnjo. Ja, jaz mislim, da je to tista stvar, da moraš najti svoj zakaj si na tem svetu. Tukaj se mi zdi, da je največja diferenciacija
tistih, ki bojo resnično uspeli, zaradi tega, ker nekatere mlade res vidiš, da že iz mladih, zelo rosnih let zelo dobro vejo, da želijo nekam iti, da želijo nekaj ustvariti. In v Sloveniji se mi zdi, da je procent takih res visok, ne že samo po vrhunskih športnikih, ki je v bistvu kar je zelo podobno kot vrhunsko podjetništvo, ne? Ker recimo, če se greš neko obrt, je to lepo, v redu, lahko preživiš in je isto kot nek amaterski šport, kjer lahko uživaš, ampak vrhunsko podjetništvo je pa tako kot vrhunski šport pomeni veliko odrekanja, veliko vlaganja vase v svoj produkt in se mi zdi, da je res tem mladim, ki si resnično želijo iti nekam, da lahko ponudimo okolje, v katerem lahko veliko hitreje ustvarijo svoje sanje. Ti si večkrat rekel, da med jadralnim letalom in akrobatskim zbereš akrobatskega. To pove nekaj o tvojem značaju, verjetno osebnem, pa tudi poslovnem, ne? Ja, to je pa res, ne, to je ta knjižica Akrobati je resnično taka zanimiva stvar, da smo pol sploh začeli malo razmišljati o tem, kako ločiti nasplošno ljudi. In ta primerjava se je rodila, ko sem imel priložnost res leteti z enim divjim akrobatskim letalom s pilotom, ki ga zna izkoristiti do konca, ki je že iz časa Jugoslavije pač vse svoje sile vlagal v to, da se je naučil te obrti in da pol nekako sem se zavedal, da so resnično tudi v poslovnem svetu obstajajo akrobati, tisti, ki zmeraj preizkušajo meje mogočega, ki nekako si želijo ubirati drugačne poti, ampak da je pa veliko ljudi, ki pa si želijo jasnih navodil, ki si želijo urejene infrastrukture in dejansko je to spoštovanje med tema dvema, rečemo, tipoma ljudi, je ključno za uspeh podjetja, zaradi tega, ker si ne predstavljam podjetja, v katerem bili samo akrobati. To je bilo nemogoče delati. Imaš kakšno obžalovanje? Ja, v bistvu je tako, da veliko raje gledam v prihodnost, spremenimo lahko tisto, kar delamo danes, kar bomo počeli jutri. Tako da za nazaj je teh stvari v poslovnem svetu zelo malo. Jaz verjamem, da bi zmeraj lahko šli bolje, hitreje. Recimo, če bi v tistih prvih letih podjetja hitreje vlagali, mogoče vzeli kakšen kredit, mi ga nikoli nismo in še danes ga nimamo, vse financiramo z lastnimi sredstvi, bi mogoče bili danes še večji, ampak to je stvar preteklosti, to je pač pot, ki smo jo izbrali, ni mi žal za njo, tako da bi rekel, da. Jaz redko obžalujem nekaj, kar sem naredil, tudi če sem naredil narobe, bolj obžalujem nekaj, kar nisem storil, zlasti, če tega nisem storil zaradi, recimo, nesamozavesti ali pa zaradi strahu celo. To potem obžalujem. Če naredim nekaj narobe in se nekaj iz tega naučim, to ponavadi ni predmet obžalovanja, tako kot si ti rekel, treba iti skozi napake in krize, da prepoznamo sebe, svojo moč, svojo strast, ne, da testiramo to strast. Odrekanja. Mogoče beseda o tem, zlasti pa na koncu nekaj o tvojem neposlovnem, življenjskem kontekstu. Ti imaš 4 otroke, družino, imaš rad pohodništvo. Koliko je to pomembno potem za recimo poklicni uspeh, ta življenjski uspeh, to zadoščenje doma, v zasebnem življenju? Ja, jaz mislim, da je to ključno, da recimo otroci zdaj sta že v takih letih, da začenjata svojo poslovno kariero. Hčerka je šla v London, se je izučila za slaščičarko, sem mislil, da jo nikoli več ne bomo videli nazaj, ne. Zdaj pa nekako podjetje tako zraslo, da je prišel nazaj v Slovenijo, v Trbovlje, dela v naši kuhinji in se razveseljuje s hčicami. Luka je tudi ravno ta teden začenja svojo pot v marketingu, je
šel v to smer. In se mi zdi, da kljub temu, da sem otrokom zmeram dejal in jim še vedno govorim, da se pač lahko sami odločajo o svoji poslovni karieri, da sem pa vseeno zelo ponosen, da so pa videli, da to okolje je pa le toliko v redu narejeno, da najdejo tudi svojo sredino, kljub temu, da je to težko, ne. Mi nekako imamo pol tudi pravilo, da nimajo nobenih ugodnosti, tako da morajo čez normalen proces, da morajo dati prošnjo, da morajo se pogovoriti s svojim vodjo, da jih morajo prepoznati in da lahko vodja jih odpusti še veliko lažje kot vsakega drugega, ne. To je taka stvar, da ta druga generacija, naslednja generacija nekako zagotavlja tisto trajnost. In če gledam tudi prihodnost podjetja, si želim, pa bom naredil res vse, zato, da ostane podjetje v rokah zaposlenih, v rokah družine in da nekako ustvarimo tisti potrpežljiv kapital, da bo podjetje recimo tudi čez 100 let še vedno delovalo. Takšna je pač neka dolgoročna želja. Zelo sem ti hvaležen, da si bil naš gost. Ti želim vse najboljše. Hvala. Se vidimo naslednjič. Srečno.